Meni je 15 let Latinska Amerika učila, da sem jaz avtomatično preklopila na to filanje baterij skozi kinestetično dotik. Ne erotično, tudi moški, če te objame, to ni kaj pa zdaj, ne bom zburla. Čeprav tle v Sloveniji je druga kultura, jaz to razumem in moram to spoštovati in probam tle se regulirati. Ženske se res, že vsak mesec, skoraj vsak dan si malo drugačna. 4 faze imaš vsak mesec. Upoštevati. Pika. Ti samo go with the flow, kot plima in oseka. Ti tle nimaš popolnoma nobene moči. Ti stojiš na plaži in čutiš plimo, kako te vleče noter in ti greš kontra. Koliko je to naporno za ženske, ki berejo ali pa poslušajo influencerke, ki niso nikoli imele plima in oseke, zakaj? Ker so na tabletki. Oni ne disijo, oni ne vejo, kaj 4-letni časi. Živejo prizadete, se upravičujem. Ne narobe razumeti, ampak mi moramo razumeti te zadeve. V Venezueli delati nohte, to je obvezno. Make-up skupaj, to, kar je vse čas v Sloveniji, nič make-upa, nič, kar pok me je lepo ustvaril, vse, kar je zunanji izgled, to je nečimarnost, to je greh. Ampak v Venezueli so rekli, ne, Andreja, ni res, da ti še to prevedi, da ne bojo slovenske ženske narobe razumele. Dobrodošli v oddaji Sveta strast. Danes je z nami sestra Andreja Godnič, ki zadnje čase veliko razmišlja in dela z ženskami, tako da gremo kar na pogovor. Dobrodošla, sestra Andreja. Midve smo imeli že ta privilegij, da smo se skupaj vozile 2 uri. In smo že malo se naklepetale, se tudi tikava, tako da bojo pač gledalci, poslušalci vedeli. Zanimivo mi je, da te je Bog pripeljal nazaj v Slovenijo po pač 15 letih življenja v misijonih in da te velikokrat vidimo, da si na kakih ženskih zajtrkih in da znaš z dosti jasno besedo spregovoriti tudi ženskam na njihovo dušo, na njihovo srce. Pa bi te prosila na začetku, če se na kratko malo sen predstaviš. Sestra Andreja, skrasa Uršulinka od leta 1990. Drugač študirala teologijo. Preden sem šla v misijone, sem bila v večini pri Svetem duhu pa v Mariboru, največ v Mariboru, pa spremljala osebno duhovno spremljanje in duhovne vaje dajala. Pa z mladimi sem navadno delala, potem sem bila 15 let v misijonih. Ja. Zdaj sem se vrnila spet v Maribor in sem na šoli, Slomškovi gimnaziji, učim vero in kulturo prve letnike. Pa sem na svetopisanski družbi s skupinom Eklezije, to pomeni ob evangeliju, pa se učim Slovenije na novo, tako bom rekla. Ja. Gremo kar na temo o ženskah. Zdaj, ko si rekla, da se učiš Slovenije na novo, se ti zdi velika razlika tudi pri ženskah? Tisto, ko si šla iz Slovenije, pa zdaj, ko si prišla nazaj. Smo ratale drugačne, imamo drugačne potrebe. Kako nas je teh 15 let spremenilo? Ja, jaz se moram na novo učiti Slovenije. Ja, tudi žensk. Ker sem pustila, pa tudi moja leta takrat, se mi zdi, pa izkustvo, ki sem ga imela takrat. Potem pa teh 15 let, ja, se mi zdi, da jaz sem se spremenila, pa tudi situacija v Sloveniji se je zelo spremenila in s tem tudi potem doživljam drugače, tudi ne samo nas v samostanu, Uršulinke, ki je tudi velika sprememba, ampak tudi nasplošno doživljanje ženske je drugačno. Učim. Jaz ne znam ločiti, koliko je mene Latinska Amerika spremenila in to, kar so mene tam ženske učile. Ne znam jaz tega ločiti. Ne znam ločiti, kaj jaz kot Andreja pri 55 letih doživljam zdaj kot ženska v primerjavi takrat, ko sem šla pri 35, 39 letih. Ampak tudi se mi zdi ta velik prekuc cele družbe, tudi slovenske ali pa evropske, ne znam čisto ločiti, kaj vse, katere vsi elementi so tle, zakaj tako zelo drugače doživljam zdaj žensko. To v smislu družbenega in COVID, kaj je pustil za nami, in ta digitalizacija, kaj je pustila za nami. Pa tudi se mi zdi
družbena sprememba v smislu tega, jaz rečem, jaz, meni, zame. Ta prekuc v tem operacijskem sistemu, ki se mi zdi, ko sem šla, je bilo še naravno, da smo prihajali skupaj in da je bilo lepo. Zdaj pa vidim, da ni samo posebej umevno, ko pridemo skupaj. Da je ta individualističen operacijski sistem, ki smo zgleda, da smo si ga naložili oziroma se je aktiviral ali pa se je preklopil, ne vem, da je to zelo močen, tudi za žensko psihologijo, ne, ker gre potem ta dinamika družbena v smislu jaz, meni, zame, ne? Jaz sem v centru, meni ne paše, zame je to pomembno. Ta mentaliteta se mi zdi, da je tako zelo v nasprotju s tem, kar je moje bitje, žitje žensko narejeno. Ker smo zadnje, ne? Mi smo zadnja mojstrovina nebeške svete trojice, ne? In oni so mi. Po strukturi in po dinamiki in po lepoti in mi smo najbližje tem mi, torej naše telo je narejeno za mi. Zdaj mi dve sva zmenjeni, da čakaj, ne vem, kaj ne gledam, Jana boš ti to prevajala, zdaj smo tako zmenjeni, da bo Jana pod napise delala, če preveč zgoščeno govorim. Ko si rekla, pač, da je veliko dejavnikov, tudi to, da si ti drugačna, zakaj si ti drugačna? Zaradi same izkušnje ali zato, ker kot ženska si prišla v drugo obdobje in zato tudi drugače doživljaš svet? No, to je zelo, res hvala za to vprašanje, ker je oboje. Ne? Prvič, jaz imam idealne pogoje, jaz sem neke vrste topla gredica, ne? Jaz imam zelo tako, bi človek rekel, sterilno okolje, negativno sterilno, ampak zelo optimalno okolje za opazovanje same sebe, biti v stiku same sebe. Sestre, pri nas, naš stil življenja je zelo optimalne pogoje. No? In vedno pri nas prav v šolinkah smo vedno imeli ogromno možnosti za tudi študijsko, tudi izkustveno se učiti sebe. In se mi zdi, da zdaj pri 55 letih, ko gledam mojo zgodbo nazaj na svojo lastno izkušnjo, je to toliko enega materijala, da pri 25 sem čisto drugače sebe doživljala kot pri 35. Pri 45 sem čisto drugače doživljala sebe kot zdaj pri 55. In se mi zdi, z desetletja v desetletje postaja vedno bolj jasno, da ko nas je ustvarjal, je dejansko vse položil v nas. Sveta Trojica, ko nas je ustvarjala, je polagala v naše telo, v našo bitje, v našo konfiguracijo vse, kar rabimo za to, da smo lahko to, kar smo. No, tako. In to se mi zdi učenje sebe in razumevanje sebe. Recimo pri 45 sem bila v prehodu, to pomeni, je prišel avto gor in se je obrnil avto in se je dol, to pomeni, ta kriza srednjih let me je popolnoma okupirala. V kakšnem smislu? Ja, jaz nisem vedela, jaz sem pač takih situacij v Peruju in doživljala tle eno težo, tako kot en tunel brez lučke in doživljala dramo svojo, sem mislila, da je vse moje sestre, vse narobe, da vse gre dol, drama queen, ne, rečemo po angleško, to pomeni, ne vem, ko se to po slovensko pove, ampak jaz sem tako intenzivno doživljala svoj prehod, ker prvih 40 let gre avto gor. Po drugih 40 let gre avto dol. In to je naravni razvoj vsakega, in moških in ženskih. Ne samo telo, ne? To še ni telo. To je v bistvu, izmeri rečem, da se bolj razumemo, to je v bistvu cel komplet aplikacij se ti menja. To ni hardware, to je software. To pomeni, se pravi v glavi, nisem. To so smisel življenja, moji cilji življenjski, moji krogi prijateljev, moji tabuji družinski in vi, ki ste poročeni, v bistvu najin izvorni odnos. To pomeni, takrat se prepucavajo kanalizacija, Jung pravi, globinska psihologija, vso kanalizacijo, vso senco butne prej. Zakaj? Ker 40 let ti si na zunaj, ne, projekti, kaj zmorem, konfiguracije s svojim možem, z otroci, vse to, vse na zunaj. Pa prije avto gor, je pa čas in se začne obračati navzdol in ti se ustaviš in rečeš, kaj je to ali kaj?
To sem jaz, to sprejel prvi flash iz smrti, to začenjaš doživljati, to je strašno, na tej ravni je to strašno dramatičen preobrat, ne? Ampak navadno se ne veliko o tem govori. Jaz pa zdaj, ko smo to šli skozi, jaz sam, ko slišim nekoga, jaz rečem, ti pošljem material in pošljem tisti PDF, ki sem ga napisala takrat, ko sem študirala svojo lastno zgodbo, kjer samo nakažem področja. Ker enkrat, ko tisti, ki je v tem fazi, moški, ženska, nima veze, ne? Duhovnik, ne duhovnik, vsi gremo skozi tisti reset, bi človek rekel, samo da ozavestiš in razumeš, aha, to je normalno, in si dovoliš procesirati, se potem notranje umiriš in se začne ta pač lahko 3 leta, 4 leta, 5 let ta preklop, da gre potem avto dol in da ti to v polnosti zaživiš in veš, da je to normalen proces na tej ravni. Ne? To je tisto obdobje, to pomeni za ženske med 40-50, za moške med 45-55. Prijatelji se ločijo, kupijo motorje, ženske grejo na faceliftinge, grejo tako na liftike. To je klasika, prehod, rečem jaz, ne govorim o krizi srednjih let, ker ni kriza, to je prehod, preklopiš next level, ne. Ampak potem se pa zgodi, pri 50-5 mi je rekla prijateljica, si ti pogledala menopauzo, simptome? Ne, sem nekaj, ne pet pogledat, ko sem je nekaj javkala, ne, Andrej. In sem šla gledati in sem imela vseh 16 simptomov menopauze, od 50 do 60 smo ženske. Zdaj moški, ne to, jaz sem zdaj še znotraj tega procesa, ampak to pa hardware. To pa moja biologija se komplet spremeni. Ko si rekla ženska, kaj je zdaj, Andreja, to osebno ali to bolj v smislu teh zunanjih? Ne? Jaz mislim, da najprej jaz rabim ujeti ritem s sabo, ker sem se prebudila, jaz sem bila zelo pozna kot ženska, ne? In sem dobila komplet notor inštalacijo vseh teh mojih hormonskih paketov, ki so bili v službi življenja. Torej moje telo, vse možgani, vse to, kako funkcionirajo noter, je bilo, zato sem bila pozorna na potrebe okrog mene. Zato, da je stvar zalaufala. Ne? Mi ženske smo ključen element za to, da cela familija nekako funkcionira. Zdaj po 50. letu se mi pa dogaja, da ta glavna dva hormončka, estrogen in progesteronček, ki sta bila v službi vsemu temu, da sem bila polšter, ne, z male, velike, odrasle in drugačne, ne, izgine. Kar skoraj čez noč bi lahko rekel, ne? Čez noč. In ko moji možgani dobijo signalček, da tiste substančice ni več, zdaj me bojo popravili ginekologi in vsi ti ljudje, jaz nisem tako strokovnjak, ampak poenostavljam, ne, zadeve, sveta vseka ven kortizol in se zbudiš ob 2, razumeš, popolnoma vroče kot pečica na 250 in ti srce bije in ti gledaš svoje telo in tle začneš pehec in ti sam gledaš v telesu, ki si bil ti veš, imam Mercedes, imam telo po tatu mojmu, ne, je telo začne funkcionirati drugače, se začne obnašati drugače, pa sem prišla po kosilu gor mrtva, pa nisem nič delala. V primerjavi z vami, ki imate toliko otrok in moža in službo, nič. In sem rekla, pa kaj je to? In sem se morala naučiti na Andrejo čisto na drugem nivoju. In sem dojela, da je to obdobje en blazen privilegij, kjer se tista, kaže, glistica, pa potem bubica in zapredek spremeni v metuljčka, ne. In da je ta blazna preobrazba, ki je biološka, dejansko je znotraj tega fantastičnega programa, tega, metamorfoze, to gre za totalno preobrazbo v to, kjer naj bi se zgodil dom na noter. Zdaj deva to prevesti. Je zdaj to tako, razumem, ne, včasih ti kdo reče, ali če ti čestita za rojsten dan, ali pa tako pa reče, da se ne bi spremenil, ne? Da se ne bi spremenila. Kao, ne, zdaj si tako fajn, ne se spremeniti, ne? Ampak se mi zdi, to, ko te poslušam, non-stop se moramo spreminjati in če se nočeš spreminjati, pol ful zanikaš sebe, ne? Ker si... Greš kontra. Jaz ne vem, koliko je res pri moških, ampak ženske se res, že vsak mesec, skoraj vsak dan si malo drugačna, ne? 4 faze imaš vsak mesec. In zdaj, če še pa pogledaš še te, ne, ko si ti govorila o menopauzi in tako, ko so pa še bolj konkretne spremembe, in se mi zdi, da je res težko zdaj biti ženska v tem času. Zelo lepo.
Mislim, težko biti ženska v stiku s sabo, ker ti vse posod govorijo, moraš zgledati tako, moraš jesti ta prehranski dodatek, moraš to, moraš to folgati, moraš imeti svojo firmo, moraš, ne vem, otroci mora biti vredi, mož mora biti polikan. Pospravljeno mora biti. Ja, pospravljeno mora biti, pa ti moraš biti super, odlična. In tudi, ko priješ v cerkev, moraš te sedeti pri miru. Ja. Pa lepo 1 uro odsediš in greš domov, ne? In si naredila kljukico. In je zelo težko pol ženski slediti sebi. Mislim, se ne moreš sebi slediti, če imaš ideal čist nek drugje, ne? Moram biti taka. Tebi se pa telo tako, že resno, kako smo rekla, ne? V ciklusu spremeni, kaj šele ob teh večjih prelomnicah. Ja, ker zdaj, to smo se v avtu pogovarjali, kako pomembno si je izrisati zemljevid. Ja. To veliko sliko obdobja, v katerem si in kateri ali si v alkalnem ali si v kislem okolju. Zakaj? Ker se mi zdi, da to sem jaz neskončno hvaležna in tudi hvaležna mojim sestram, da so me dejansko podarile 15 let Latinske Amerike, zato ker jaz sem že po naravi, po moji familiji doma, mi smo bili zelo kinestetično, jezik ljubezni, dotik in vse to, izredno spontano v stiku, zelo pristni, zelo naturi in tako. In ko sem jaz prišla v Latinsko Ameriko, je bilo to okolje, tudi redovno okolje, veliko bolj moje, veliko kar meni domače. To pomeni zelo komunikativno, odprti in s telesom, zelo v svojem telesu. To bi moj tata zelo dobro v svoji koži, in vse to, kar kroži in vsa ta dinamika ampak predvsem pa ta intuicija in ta modrost, ta spomin, biti v svoji koži dobro, zaupati in verjeti temu, kar mi sporoča moje telo. Da bolj zaupaš intuiciji telesni, kakor pa tle gor, čeprav po mami imam tudi intelektualno, to je bilo treba malo iskati, oklepaju, jaz sem šele pri 45 naredila klik. To pomeni kognitivno, intelektualno, telesno, kinestetično, intuitivno, predvsem pa ti vizionarsko, to, kar imam vse kombinacije. To pomeni, da to so procesi zelo lepi, če delamo na sebi, ampak če se vrnem nazaj, se mi zdi, da ključno je zaupati telesu. In kaj se zgodi, kaj sem se jaz učila v Latinski Ameriki? Da se največ modrosti prenese skozi biti na kupu, nona, rečemo mi na krasu, mama, hčerka, teta, sestrična, sodelavka, prijateljica. Vse na kupu. In vedno znova v sobivanju, sopomoči, v tem, da imamo se fajn, da v Venezueli delati nohte, to je obvezno, make-up skupaj, pol urce rutine. Ne zato, ker sem nečimarna, ne zato, ker Bog meni ustvaril lepe, sploh ne. To, kar je ves čas v Sloveniji in to imamo na vseh ženskih zajtrkih, na vseh ženskih večerjah, nič make-upa, nič, kar Bog me je lepo ustvaril in vse, kar je kozmetika, vse, kar je look, ta zunani izgled, to je nečimarnost, to je greh. Pri nas je bilo, če se boš preveč dolgo gledala v špegu, se ti bo hudič pokazal. Evo. In jaz mislim, da naše generacije, zdaj naše starejše mame in one so ta posebna generacija po travmah prve, druge svetovne vojne. Ampak se mi zdi, da me, starejše, ki smo zdaj X generacija, rabimo to na novo odkriti, na novo opredeliti, na novo si dovoliti in odkriti, zakaj, recimo v Latinski, ko smo bili v Venezueli, tudi ko so prišle moje Slovenke na obisk, jaz sem morala si prav dovoliti reči in mi je šlo zelo blizu z mojo angelo, z mojo ustanoviteljico, z mojo Marijo Uršulinko, Uršulinko, to so moje svetnice, ki so mene vzgajajo, jaz imam to DNK uršulinski noter, mi imamo karizmo za ženske, ker je tudi naša ustanoviteljica v bistvu, njena karizma je bila opolnomočiti oziroma vrniti dostojanstvo ženski znotraj realnosti 16. stoletja in pustiva to, kar je predolgo, da se ne bom zgubila. Ampak v Venezueli so rekli, ne, Andreja, ni res. To ni nečimernost. Ne, Andreja, to ni res. Jaz, glejte me. Ne, Andreja, to ni res. Jaz sem polštrček, jaz te prevajam po domači.
k kateremu pridejo in otroci, in soseda, in v službi se priklopijo, in moj mož me rabi. In zato, da ta polštrček nudi vse to, ki mora 24 ur odgovarjati na vse te potrebe, ta polštrček se mora filati. Zdaj zelo poenostavljam zadevco. In da jaz imam dnevno filanje baterij, v smislu, kakor mobitelček, ko moraš vsak dan ga napolniti, in moram si zagotoviti moje prostorje, kjer jaz si filam baterije. V Venezueli, kjer so največ mis Evrope in univerza in ne vem česa, je, da tistih 25 minut, ko si jaz rihtam mojo in moje dve hčerkici sedijo in se tudi učijo delati osnovo, tudi če si ne dam pol gor kosmetike, so v bistvu trenutki, kjer mi molimo, kjer imamo mi ženske pogovore in kjer se moja punčka pri 3 letih, 4 letih uči, da ima pravico si zagotoviti čez dan filanje baterij. Zdaj zelo poenostavljam, daj ti še to prevedi, da ne bojo slovenske ženske narobe razumele. Ja, če pogledam recimo internet, je dosti tega get ready with me, ne? Pripravi se z mano, ne? In pol ženske dejansko gledajo v ekranček, se mažejo, pač delajo rutino za svojo kožo, pa se mažejo, pa zraven govorijo, kaj se jim je zgodilo ali pa kakšna razmišljanja, ne? Nimam pa jaz sama, niti tako ne vem za izkušnjo, da bi prav mame recimo si vsako jutro vzele ali pa tako čez dan, tistih 20 minut, 25 pol ure in da bi se pač recimo v Dižu imamo, da začneš dan s svetim pismom, spodbujamo k temu in je recimo to tvoja dnevna rutina, ne? To je duhovnost. To je duhovna, ampak to, da bi pa na telesni ravni, jaz pa to nisem še nikjer v svoji okolici to opazila. No? Ja, nohti so zdaj ful popularni, ne? Jaz jih nimam, ker pač se jih bojim imeti. Zato se mi zdi to tako ključno, da ne bomo se narobe razumeli, da ni pavšala, ni recepta, ni tako je, mi Slovenke delamo tako. To ni. Zakaj? Isto kakor ne, ta 7 zdaj, 6. Ne? Vsak, ko prihaja, sta se vidva z Leonom morala navaditi, da to je pa, to ni isti kakor prejšnji, je res. In se učita prve mesece ujeti ritem s to bitjecem, ki se je zdaj rodilo, je res. Jaz mislim, da mi v Sloveniji rabimo to dojeti, da to vedno na ženskih zajtrkih, vedno, ko imamo ženske naše srečanje, jaz miri rečem, zagledaš Tomičko, pogledaš mamico in rečeš, a dela zobke. To vedno ponavljam. Joj, Bošček dela zobke. Je siten, vidva z Leonom vesta, da pač dela zobke, da to je faza. Ampak potem, po najstniškem obdobju, ki je zadnji tak zobki, ki veš, da moraš preživeti, potem se pa to ustavi. Potem pa nobeden ne vidi in reče, ko prije na obisk, aha, ima 25 let, se osamosvaja, ima bogi, ne, pa mamica, ati bogi, zdaj se on osamosvaja in hoče iti na svoje. Aha, zdaj je pa 35 let in zdaj se zaključuje eno obdobje in ima bogi, dela zobke, ne, ali pa aha, 45 let, aha, zdaj pa v prehodu, zdaj pa vsa kanalizacija in je sebi sitna, drugim sitna in mi tega nimamo več. Aha, zdaj pa v meni opauzi Boga, dela zobke. Ne. Ko da vsi ti notranji programi, ki so na Sveto Trojico uprogramirali noter, ko da tega ni več, potem je pa še 85, aha, zdaj pa že demenca, a ja, te ne prepozna več, a zdaj pa ponavlja ene in ista vprašanja, kar ima Boga. Tam se pa spet aktivira ta naše sočutje, naše razumevanje, da dejansko ta intenzivnost sprememb in originalnost vsakega od nas, da ni kopije, da najstarejši bratec ni ista kopija ta drugega bratca in ta tretjega bratca, ne. Da vsak je čisto svoja dinamika, svoj original in se tako starši morajo navaditi na ta originalček, kakor se ta originalček mora odkriti sam sebe. Ne vem, če sem znala to dosti povedati. Jaz bi se tle zdaj vrnila nazaj na ti zemljevid, ki si rekla. A veš, recimo, ne, zdaj ta razna obdobja,
Ok, ko so otroci recimo do 20 ali pa do ne vem, kjerga leta, ko so še ob tebi, lahko ti si predstavljaš njegov zemljevid, ko ga opazuješ, ko recimo poznaš to obdobje, ker ga tako poznaš njegove reakcije, pa mogoče ti kaj pove, pa si znaš narisati njegov zemljevid. Pol, ko je starejši, pa itak normalno je, da se od tebe odklopi in da tega več ti niti ne delaš. Ne? Ampak, ko si ti prej omenjala zemljevid, zdaj, če lahko na svojem primeru recimo poveš, kak si ta zemljevid narisati, ok, prvo za sebe in pol tudi, da si lahko sočuten ali do moža, ali do recimo prijatelja, ki je prišel zdaj v 50, pa ne vem, ker bi se ločil, ker je tam ena mlajša ali neki, pa ni tako zahtevna. Kak nam lahko ta zemljevid pomaga? Prvo pri sebi, no? Kako ga sploh narisati? Zdaj, jaz mislim, da tle je zelo dobro, da se mi dve dotaknemo tudi ključnega, to, kar tudi osebno jaz se mi zdi najbolj pomembno. Na tej osebni ravni jaz čutim, da me je Jezus bil tako dober, jaz sem z njim 36 let in to je vse moje bitje in žitje znotraj enega družinskega okolja, ki so Uršulinke. To pomeni, da mi že 400 let imamo naložen DNK spoštovati osebni razvoj vsakega, spoštovati individualnost, hkrati pa živeti občestveno duhovnost, kjer skupaj prisluškujemo Svetemu Duhu, ki nas uči. Zato, da lahko služimo cerkvi, človeštvu, Sloveniji, pač to je naš DNK, naša karizma. Ampak se mi zdi, da ključno je bilo pri meni, ker, zakaj, oklepaj, jaz nisem nekako pasala jaz sem bila tako živa in jaz sem bila tako polna energije in idej in jaz nisem razumela, kako je možno, da pašem v uršulinski ritem. In občudujem moje sestre, zdaj, ko gledam nazaj, da so imele toliko potrpežljivosti, pa toliko so bile psihološko dobre, da so me nekako znale vzgajati in tudi prepoznati moje mesto znotraj. Ne? Seveda, zdaj, ko sem bila 15 let v tujini, sem šele razumela, da sem po duši misionarka. Ampak se vrnem nazaj, da ključen preobrat pri meni je bil že zaradi naravnega okolja uršulinskega. Ključno vprašanje je, ko si me tako ustvaril? A si mi dal vse noter, da jaz lahko v polnosti živim uršulinsko karizmo znotraj okolja, v kamer si me postavil? Ali je to slovensko, ali je to latinoameriško? To je bilo zame glavni izziv. Da sem jaz zavestno verovala in sprejela dejstvo, da ko me je ustvaril, je vedel, kaj rabim in mi je dal vse v paket. In ko se učimo skupaj z vami živeti original tebe, ali pa tiste, ki jih jaz spremljam, ali pa na ženskih zajtrkih, na ženskih večerjih, na ženskih srečanjih, vedno znova, a veruješ, da ko te je ustvaril in ko ti je izbral moža, ker večina poznam poročene žene, da vse je že v vama, v tebi. To je ključno. Ker glavna debata gre ti in Gospod, ti in Sveti Duh, ti nebeški Oče. To je ključno. Iz tiste pozicije bo on vedno znova skozi evangelij, skozi tvojo zgodbo, skozi vajen zakon, skozi vajne otroke, skozi vajno zakonsko skupino, ne vem, vedno znova potrjeval in te bo spraševal, a veruješ? Da boš ti lahko rekel, poslušaj, ta 7, poslušaj z Leonom, poslušaj, se vozim v Krško iz Prekmurja. A razumeš, to ne štima. In vendar v veri, ko mu rečemo, da prosim razloži mi danes, da prosim potrdi mi danes, da odpri mi danes oči, da bom jaz prepoznala, v moči njegove ljubezni, njegove bližine, tega, kako Sveti Duh nas notranje sprosti in reče v sebe, ok, vem, kaj delam, potem imam jaz možnost odkriti moje telo, zaupati telesu, zaupati v tvojem primeru tvojemu možu, da imata vse naložene aplikacije, ki jih rabta. Šele, ko se to sprosti in rečeš, verujem, ne vidim, kako je možno, ampak verujem, potem imam pogoje, da jaz začenjam odkrivati, kdo sem v resnici poklicana kot ženska. Ker ni kopij. Zakaj? Ko rišemo zemljevid, kje sem jaz? Pri 55 letih Andreja znotraj slovenske scene, uršulinske. Jaz moram dodati temu zemljevidu ne samo mojo osebno zgodbo, ampak tudi zgodbo, zakaj se ne zgodi prenos modrosti, ženske modrosti od mojih starejših sester.
In to je ena situacija, ki smo zdaj novinke v tem, ker do zdaj stoletja se je zgodil prenos modrosti, izkušenj od stare mame, od none na mamo, od mame na hčerko. Zaradi travm, zaradi prve, druge svetovne vojne, zaradi boomerske generacije, zaradi ko se je sesula avtoriteta, ko se je zgodila spolna revolucija, ko se je začela tabletka, je to v bistvu se zgodil, kako se reče, prelom. In mi moramo to razumeti in mi moramo to narisati v zemljevid. Da zdaj dosti mam niso vir modrosti, miru, miška ne skrbeti. Tudi tvoja teta imela isti problem pri svojemu sinčku, to se ponavlja v naši postatovi strani in tako naprej. Tega skoraj ni več, ker se je vmes nekaj zgodilo in to moramo urisati zemljevid, zakaj se čutimo tako sami in zakaj potem greste vi brati knjige, namesto da bi stara mama razložila. Brati knjige ali pa še lažje poslušati podcaste ali pa si na Instagramu najditi 1, 2, 3 vplivnice tako. In slediti njihovim nasvetom. In to je zelo, zelo nevarno. Zakaj? Ker je klik. In ker samo še poudarja tvoj nevronski živčni sistem. Lahko to malo bolj razložiš. Čekaj, mi moramo iti zemljevidu nazaj, da ne bomo pustili v binglatu zraku ene teme, ki nisva zaključili. Ne. Ok, zdaj dajmo to prenos do konca. Deva še zemljevid do konca. Poleg tega osebnega, moje zgodbe mojih prednic, kjer naj bi se zgodil prenos modrosti, da bi bila jaz popolnoma mirna in bi lažje jaz odkrila sebe in zaupala telesu in modrosti. Ne? In svojemu viru. Tudi svoji intuiciji. Svoji intuiciji, ja, da bi se to normalno razvilo. Moramo dati na zemljevid še družbo, to pomeni klik, družbo, mentaliteto, jaz, meni, zame, influencerke, bla, 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 pa niso vse slabe, ne me narobe razumeti. Potem moramo dati še vso kemijo, tabletke, vse hormone umetne, ki v bistvu umetno meni vse 4-letne čase mesečne prekinejo in me začne nabijati s testosteronom in začne dišati drugače in vse te stvari. Potem pa še vse, kar se dogaja na ravni vaju 2 z možem. To jaz na našem zemljevidu nimam, ampak vi si morate to zelo pomembno dati. To pomeni, če sta vidva 7 let, 14 let, 21 let, sta poleg osebnih procesov, ki jih doživlja vsak od vaju, še dodatno vidva kot eno meso dogaja. Razumeš, o tem pa skoraj dobro, hvala Bogu, diš tle ogromno dela, ki sem samo navdušena, ne, pa druge zakonske skupine. Ampak dejansko si reč Bobu, Bob, kaj se vama dogaja 7, 14, 21, pa še vse vmes? To pomeni tudi odnos, ne, po 7 letih se obnavlja. Seveda, in zato se takrat vse loči, če ni dojenčka. Potem pa v 14, če spet ni dojenčka, a veš, pa nista pri 7 že razpucavala, ko sta šla na naslednji nivo, a ne, pride po 14, ki grejo tam narazen, če se pa tam nekaj zgodi, da res zgrizejo skozi, potem pa čaka 21. leto. Če se niso prej loči, se bojo pri 21. Mislim, to ne rečem, da ne meni razumeti, da se vsi ločijo. Takrat je pač priložnost, da odnos raste na novo, tako, na novo torej, raven. V 7 letih priješ tako globoko intimno, da ne moreš več sebe farmati na njega. In se takrat moraš spet odločiti. Ne, tako kot si se pred 7 leti in to je, ampak o tem ne vem, če se toliko govori. Če se pa to kombinira s prehodom ali pa z menopavzo, predstavljaj si, potem pa še sindrom izpraznjenega gnezda. Pa še, in to je vse zemljevid. To se pravi, če bi svoj zemljevid zalarisala, bi mogla prvo, zdaj se na koncu nosečnosti, bi mogla to... Hormone? Ja, to upoštevati. Hormoni. Ja. Pika. Ti samo go with the flow, ti moraš samo preživeti in nimaš tako plima in oseka. Ti tle nimaš popolnoma nobene moči. No, se mi zdi, zdaj pri 7 nosečnosti, da mogoče malo bolj vsaj svoje telo poslušam, no, pa grem večkrat na dan počivati, ležati, tudi spati, ne. Plima vse. Ja. Plima vse. In tudi se mi zdi, da je tudi in pač mož Leon in tudi otroci so to sprejelo, ker mama leži na kavči spi, tudi če je galama, ne. Ja. Ampak predstavljaj si, ko si ti stojiš na plaži in čutiš plimo, kako te vleče noter in ti greš kontra. Koliko je to naporno za ženske, ki berejo ali pa poslušajo influencerke, ki niso nikoli imele plima in vseke, zakaj? Ker so na tabletki. One ne dišijo, oni ne vejo, kaj 4-letni časi.
Veliko influencer uporabljate. Ja, ciklusa pol nimaš, Zdaj ne, bojo ja. prizadete, se upravičujem, zdaj nočem biti, a veš, ni negativno, ne narobe razumeti, ampak mi moramo razumeti te zadeve. Jaz razumem influencerstvo čist, ker mislim, itak, da te bolj privlači gledati nekoga, ki je dober, pa ki dobro zgleda, ne pa nekoga, ki bi ti govoril realnost, pa ne bi zmeri dobro zgledal, pa ne. Ampak tudi recimo, jaz zdaj probam jaz razumeti sebe pri menopavzi, a veš. In potem razlagajo v večini, da moraš res ali hormonsko terapijo za menopavzo, ali moraš ogromno tudi fizičnega, pa fitness in to, ampak v resnici sploh ni fora v tem. Tudi naši šlavki, ki nam rastejo. Ne glede kaj ješ, ne glede koliko ti delaš fizično, ne glede koliko ti hodiš. Gospod nas je tako ustvaril in tle je največji izziv. Gospod, zakaj si me tako ustvaril? Zaupati, da me je ustvaril tako božansko lepo. Ne v smislu lepe, glej me, ne. Da vse v tebi deluje perfektno. Ja. Da me je tako ustvaril, tudi ta šlavek je ustvaril samo zato, da, ali pa ta bolečina, ko se zjutraj zbudiš, ko te vse boli. Jaz nisem vedela, da imam telo, ko imam tako mašino strašno. Mercedes sem imela celo življenje, zdaj pa me zjutraj vse boli, razumeš? Zakaj? Ker ko si dovolim priti v stik, jaz imam idealne pogoje. In jaz gotovim, da me je tako naredil, da prej sem bila testo za kruh, ker so me jedli. Ker je moje poslanstvo bilo, da se me je do 50. Zdaj sem pa potička in to moraš klofati. Ker je potička naslednji nivo od kruha. Zakaj? Zato, ker starejše, ko smo, to, za kar smo bile ustvarjene, mi smo ustvarjene za ljubezen, mi smo zadnja mojstrovina, to pomeni, mi dišimo ljubezen, mi smo ljubezen, mi smo tudi naše možgančki, vse je mreženje, vse je začutevanje, vse je. Starejša, ko sem, manj je zunanje aktivnosti, bolj sem kontemplativna in lažje prepoznavam in voham kolonsko, lažje prepoznavam Gospoda, Svetega Duha, ta objem nebeškega očeta. In jaz sem s svojim telesom tako ustvarjena, da ne rabim naše none, naše starejše. Ti samo prideš, ona je tiho, ona je tam in ti se sprostiš, si to, kar si in butneš ven to, kar tistem trenutku čutiš. To smo mi. Starejše, ko smo, bolj smo ti polštri, kjer prideš, se zviješ gor, se nafiraš baterije, čutiš ljubezen, sprejetost in greš spet stran. To smo mi. In iz desetletja v desetletje smo bolj to, če smo v stiku sabo. To pomeni, da ko jaz živim v stiku sabo, ko si dovolim biti to, kar sem kot ženska, in pustim temu temeljnemu načrtu, izvirnemu načrtu, kako me je ustvaril, sploh ve ob vaših možeh, če si dovolite biti to, kar ste, se vedno globlje izrisuje ta mi polštrček, mi dom, mi mir, mi ljubezen, v drobnih malih gestah. Naša sestra Fidelis reče, mikrokozmos je več kot makrokozmos. To je Fidelis. Kaj to pomeni? Da v teh malih detaljčkih, kako tisti šopek, pa kako, tisti kruhek, tisti ali pa najljubša sladkarija od nekoga. Tisto, to je ljubezen in ti ne rabiš nič govoriti. Ti ne rabiš noč nobenih receptov, ti ne rabiš nič. On samo pride, ona samo pride, poje ali pa objame ali pa se stisne v tisti detaljček in gre. In veš, to so bile te babe, to so bile te zdravilke, to so bile te mame iz vasi, kjer si ti samo prišel in si vedel, da te bo razumela, tudi če ti ne bo nič razložila. Ampak ti, ko si prišel domov k njej, si lahko bil ti in si na nek način skozi en stavek, en nasmeh, en objem, eno piškotek našel sebe, se prepoznal, razumel in se ti je kliknilo in si šel. To smo mi. In zaradi te družbe, zaradi posttraumatske, druge svetovne, boomerske generalne, ne vem, vse se je to malčke zgubilo in nas zdaj spet se mi zdi vrača to. Zato je, ko si rekel, kako je težko biti ženska danes, veš, ta ideja ženske je popolnoma tuja. Ampak mi smo ustvarjene, zato tudi mi, sestre, v bistvu ljudje, ko pridejo k nam na domu, samostane, oni to iščejo.
Ne velikih tez, ne velikih razlag, ne velikih receptov, ne. Samo da prideš, da se spodviješ, da se usedeš na kavč pol urice, samo da je mir, da... In to mi lahko nudimo, če smo v molitvi, če smo z Jezusom, če prinašamo v molitev vse te ljudi, ko pridejo k nam. Zdaj sem preklopila, oprosti, ampak zakaj? To je vse zemljevid. Ker ko jaz kot sestra si narišem ta veliko sliko in razumem in rečem, seveda, in redovno življenje se je spremenilo, in skupno življenje se je spremenilo, in družine so se spremenile, in naš način molitve, in generacije nas je 7 generacij pri uršulinkah, smo se spremenile, in vsaka potrebuje nekaj drugega, se na novo izreči in se vrniti nazaj k izviru. To pomeni, da sem ustvarjena, da smo ustvarjeni za občestvo, diš, ne? Sveti duh prihaja skozi mreženje, skozi občestvo. In evangelij nas uči, da Jezus, ko reagira name, na Magdaleno, na Simona, na svetega Andreja, na Gobavca, na obsedenca, reagira originalno s tem, kar on je kot Jezus. In jaz sem enkrat Gobavka, jaz sem enkrat Magdalena, enkrat sem Simon, enkrat sem veliki duhovnik. In ko jaz doživim Jezusa, kako reagira name, sem jaz lahko to, kar sem danes, kot ženska pri 55 uršulinka. Ne vem, če... Tukaj, zdaj, to me še zanima, ne? Ker se je, kako sem te slišala, se je prekinil ta dotok modrosti. Ne? Razumevanja sebe. Tako, razumevanje sebe, zaupanje v sebe, to, da smo popolno, mislim, da smo... Imamo vse naloženo. Tako, da smo dobro ustvarjene, ne slabo, da se ne rabimo popravljati, ne s tabletkami, ne z ličili, ne z ničemer, ne s fitnessom. Kako priti nazaj do te modrosti? Ne? Če tega nisi doživela v svoji družini, malo kera je to doživela v svoji družini, ne? Ker se je res takrat po prvi, drugi svetovni vojni so mame ratale očetje, ker očetov več ni bilo, ne? In je ta ženska energija se mogla prekiniti, ne? Tako da je pol recimo naše mame, babice že niso dobile te modrosti, pol seveda, ko je prišla tabletka, je to bil, kaj ne rečem, lažji način, ne? Da nadziraš svojo nepopolnost, to pomeni svojo nerodovitnost, ne? Ker je to včasih odveč, ker moraš v tem stilu, da si vedno na razpolago, ne? Da nimaš, kar se rodovitnost vse tretira kot težava, ne kot blagoslov. Kako pol zdaj, recimo, moja generacija? A mi dovoliš, oprosti, samo mogoče tle tabletka na razpolago, težava. Jaz ne vem, jaz ne berem tako. Jaz berem to tabletko v kontekstu zemlje. Ko smo vezane na zemljo, je cikel. In ko smo vezane na njive, je normalen proces. In zemlja nas uči ciklov. In to, da ni klika, da ni točno tako. Manj, ko smo na zemlji, manj, ko je kmetijstva, manj, ko imamo drug stil življenja, mestni ali pa hodimo v službe, težje vzdržujemo cikl. Kaj hočem reči? Da ne vem, če je negativno, da je ta tabletka posledica nečesa negativnega. Jaz ne bi to opredeljevala. Tabletka je negativna, pika. Kontracepcija je zlo, pika. Ampak jaz bolj vidim ta širši kontekst spremembe stila življenja, z ene smeri, iz zemlje v službe, drugič to, kar si ti rekla, travme, grozne travme, prve in druge svetovne vojne in vse to, kar se je zgodilo. V tretjem smislu pa prekuc paradigme družbene. Na 400 let se spremeni komplet mentaliteta, ne? Jaz mislim, da je vse to troje šlo skupaj zato, da zdaj živimo, potem pa vstop digitalizacije, digitalnega sveta. Mislim, je zelo, razumeš, ko mi gledamo te prehode, ko smo prišli mi iz Karpatov, potem, ko se je zgodil srednji vek, pa je prišla renesansa. Razumeš, to so ti veliki megalomanski prekuci, rečem jaz. In mi smo zdaj sredi enega največjih prekucev po 400 letih.
In mi moramo to razumeti in malo znižati te naše blazne standarde in negativizem in to je tako in to je tako. To ni tako preprosto, ko si sredi takega velikega prekuca, ne? Ker to traja 50 let, da izzveni nekaj, pa 50 let, da zazveni nekaj. A veš, mi smo glih tle mes. Na prehodu. Na prehodu. Dobro, se vrneva nazaj na tvoje vprašanje, ne? Kaj smo rekli? Kako zdaj to modrost, ki je bil pač ustavljen ta pretok modrosti, tudi v bistvu je precej pač individualizacija, družina za sebe, ne, da ni pol, mislim, ne, da ni sobivanja oziroma ne, mladi morajo na svoje temelje postaviti družino. Kako zdaj spet upeljati ta dotok modrosti? Prvo, kako naj v resnici jaz prijem do nje, ki je najbolj varna pot, ali pa najbolj tista pot, ki vem, da me bo pripeljala do modrosti, da bom jaz pol znala dati naprej, samo ne. Če bo zdaj to trajalo pri meni do 45 leta, bojo moje hčerke takrat že, ne. Razumem, ja. Zdaj, moja pot dejansko, zato sem tako hvaležna tudi svetopisanski družbi, da smo mi zdaj v eklezijah in tako, ker ali pa tudi vsega, kar se razcveta zdaj v Svetem duhu naši slovenski cerkvi. Jaz sem navdušena zdaj 2 leti in pol, ko grem iz enega konca Slovenije drugega, ker prepoznavam to levo roko, rečemo, ne, to je Mark Kelet govoril o, to je Renej že rekel, ne, da nebeški oče ima levo in desno roko, desna roka Jezus, zakramenti, hierarhija, leva roka pa Sveti duh, občestvena duhovnost, občestvo in ta osebne karizme in to je ta objem cerkve, zato smo potem lahko vsi misionarji. Zakaj o tem govorim? Da moje izhodišče je vedno bilo to, kar sem prej rekla. Jezus, nebeški oče, Sveti duh, zakaj sem taka? Kdo sem jaz? Zato evangelij tle ima tako vlogo, Božja beseda ima tle tako pomembno vlogo. Zato, ker pa Jezus direktno skozi Božjo besedo v Svetem duhu me uči in mi daje dovoljenja. In to potem, ko imam zato tudi Fiat, ne, ko imajo ženske to srečanja, ko skozi moči Božje besede si začenjam dajati dovoljenja in si dovolim veliko sliko, zemljevid, rečeva mi dve. In potem, ko si jaz to dovolim, se začenjam poslušati in začenjam iskati vire, lahko tudi influencerke, ali pa Instagram, ali pa berem, ženske, ki tečejo zvokovi, razumeš, berem, ali pa grem tja, kjer si delimo to in v meni ne govori, ko jaz slišim, rečem to. Ker moramo razumeti, da mi ženske imamo modrost noter. In jaz vidim pri ženskih zajtrkih, pri ženskih večerjah, pri vseh teh srečanjih, ko jih imamo, da jaz nekaj nakažem, jaz večkrat rečem, jaz ne razumem, kaj govorim. Ker jaz imam moj stil življenja redovni je čisto drugačen od vašega, ki ste poročene. Jaz ogromno stvari sploh nimam izkušenj. Tudi moj stil življenja, moja posvečenost, jaz sem tle malček bolj inkubatorček. In vendar, ko nekaj izrečem, veliko žensk mi reče, ko si ti tisto rekla, meni klikano. Potem sem pa šla domov in tisto se je potem v meni razvilo. In tle smo lahko mirne, da mogoče včasih samo rabiš slišati en stavek, ali pa rabiš samo prebrati eno knjigo, ali pa rabiš biti samo na enem večeru, ali pa gledati en film, ali pa se pogovoriti s svojim možem zvečer. Je zadosti. To je ta modrost, sploh, ker smo mi naravno okolje za Svetega duha. Ker naša struktura ženska, ne, prosila sem Tiso, ena čilenska teologinja razlaga, da naša struktura ženskega telesa je že neki podoba Jezusa, ki se da, ker mi hranimo. To je Jezusovo telo. Jezus hrani svojim telesom in naša ženska struktura je narejena za hrano. Torej, tvoje temičkano zdaj v tebi hrani se iz tebe. To je ta temeljna, sakramentalna zadeva, kot jih zdaj upam, da ne bodo naši slovenski teologi pohujšani, ampak hočem reči, ti koncepti teološki tudi so veliko širši druge v svetu, kot v naši slovenski, imamo bolj ta germansko, latinsko, rimski, ne, princip. Kaj to pomeni? Da lahko zaupamo, da je že v meni ta modrost, tudi če se je nekaj presekalo, in da zaupam temu.
Druga stvar, to pomeni ta duhovnost, Jezus, evangelij in občestva, diš, eklezije, fiat, kjerkoli, občestvo tudi na župniji in tako naprej, in pa Božja beseda. Druga stvar se mi pa zdi, ki je pa tudi ključna, je, da zaupamo in verujemo in se veselimo in slavimo in praznujemo, da vi, ki ste poročeni, ste v svetem zakramentu dobili vse aplikacije, ki jih rabite. Da vidva eno meso z vsemi posebnimi milostmi, posebno aplikacijami duhovnimi, je zagotovljeno na vseh ovinkih, da vaju čaka tisto, kar rabita. Jaz zmeraj rečem, vprašaj svojega moža, ubogaj svojega moža, jaz zmeraj rečem, posvetuj se svojo ženo, posvetuj se svojo ženo. Vprašaj, ona je tvoja duhovna spremljanka, številka 1. Vidva imata naloženo v vajnem enem mesu že vse, zato ker vsakeč, ko se vama zgodi, se Jezus tam priobči. To je največja skrivnost, ki jo živ krst ne razume. Jaz sem to, ne vem, mislim, da sem v eni knjigi brala, ne, če ti moliš k Svetem Duhu, da naj vodi tvojega moža, pol moraš ti zaupati, Tako. da je tvoja molitev slišana, ne? Pika. In tle obogati, tle je ključno. To pomeni, ko rišemo zemljevide in vidimo vse te plasti, ko enkrat zaupaš, da oni trije so točno vedeli in da so vse tako poštimali in z levo in desno roko in vidva kot vidva, potem pa darilo vseh vajnih 7, ali pa rečem tistim, ki imajo že angelčke, zakaj ima 2 angelčka, zakaj mogoče tudi tisti, ki so prej imeli druge izkušnje in druge travme in tako, ko greš zoom out, ne rečemo, ne zoom in, ko si noter v tej lukenci tvoje, ampak ko greš malo na distanco, in to je molitev v Svetem Duhu in to so občestva, ki te nosijo in zaupaš in rečeš, dej Gospod, dej mi videti to. Zakaj? Da bom imela milo se zahvaliti danes, ne jutri, ne včeraj, danes, tle, midva danes, slaviti, se zahvaljivati in reči, ok, naju je strah, ampak. In znotraj tega konteksta, to je dinamika, to je ta plima in oseka, ki smo mi umeseni, tako smo mi. Če nismo na tabletkah. Ne zdaj tabletkah v smislu tabletka, ampak v smislu tega, kakšna bi jaz morala biti in kako moram jaz iti kontra, ne iti kontra. Ne iti kontra. To je lahko zelo veliki izziv, če tega do zdaj nisi nikoli delal, oziroma pač mogoče je tudi zaradi tega toliko velike izčrpanosti, anksioznosti, tesnobnosti, ker greš non-stop kontra sebe, ne? Ampak če si tako živel, je zelo težko se sprostiti in vedeti, da je samo drožje v tebi, sam ti si moraš pač klicati Svetega Duha in zaupati. In vse klepetati, vse povedati, ali Jezus, ali Svetemu Duhu, ali ne rečijo meni ženske. In kako, Andreja? Jaz nimam pojma, kako bom jaz vedela? Jaz nimam pojma, jaz živim, razumeš, v steklenem gradu, jaz nimam pojma o življenju. Ampak zmeraj rečem, vprašaj Svetega Duha, vprašaj Angela Varuha, vprašaj toga zavetnika, vprašaj Jezusa, izroči Jezusa. To je duhovno in to tvoja tomičkano zdaj se uči, kaj v tebi, ko se sliši, ko reče. Ne? Druga stvar, ki se mi pa zdi tudi zelo, ki je mene Latinska Amerika učila in to tudi zmeri povem in mi je žal in sem zdaj v šoku in se zelo opravičujem vsem, tudi se zahvaljujem mojim sestram, da so tako tolerantne do mene. Mene je 15 let Latinska Amerika učila, da ko sem imela jaz prazne baterije, jaz sem doživljala skozi dan toliko objemov, poljubčkov, stiskanja, kokoliranja, da jaz sem počasi, je že po nastavku, že od doma, pri nas, pri Ščorknih je bilo tako, da sem jaz to že doma imela, potem sem ostanu ne, potem pa v Latinski Ameriki spet, da sem jaz avtomatično preklopila na to filanje baterij skozi kinestetično to. Dotik ljube, mislim, Dotiki, ljubčka obje, mislim, ne erotično, tudi moški, če te objamejo, to ni erotike, to ni, kaj pa zdaj, ne bom zburla, čeprav tle v Sloveniji je druga kultura in hvala, jaz tudi moja svakinja mi pomaga, moje sestre mi pomaga, če Andreja, to druga, jaz to razumem in moram to spoštovati in probam tle se regulirati,
da ne bi, ker sem tle bila zelo sproščena, jaz to razumem, da je to druga kultura in to moram spoštovati in se tudi učim tega in se res opravičujem, če karkoli izbujam, ampak po drugi strani, da je tle, moramo zaupati, da je Gospod tle nas tako ustvaril, da včasih, to tudi zelo veliko učijo, možje, če zdaj kakšen posluša, samo ni treba rešiti. Ni treba rešiti. Samo ko pride, samo objami. Bodi tam, objami. Ne ta mali, ni treba razložiti mu, samo stisni ga sebi toliko časa, da se spomnim, enkrat moja mama jokala, ko sem bila najstnica, se spomnim tega živo, jokala, kot da so, in mama probala, z mamo sva zlobili, vse se jim vedno, mislim, z mamo sva vedno imeli to najno. In ni, jaz jokam, pa še tata, do službe in sem, kaj se joče, ta mala se joče, ne vem, ko sem bila stara. In tata samo je prišel, se usedel na poslu, jaz sem se stisnila k njemu in hlepala, kot da je konec sveta. In se še zdaj spomnim, sem se izklipala, sem se izjokala, Miška, v redu, zlato, vem, hudo, dej. Ne? Sem se pomirila, sem zaspančkala in pol ga je mama vprašala, kaj je bilo, ne vem, kaj je rekel, nič. Ma kaj si jo vprašal, ne? In kako si jo, ne? In to je moj tata imel, intuitivno zaupati in bil tam, tle je ta kinestetično telesna zadeva, ogromno nas. Ja. To je Božje v človeče, zato je Jezus meso, zato je Jezus moški, zato je ta vidik, to, kar angelčki so nam zavistni, ker nimajo te dimenzije. Ta delček ogromno odnese. Tudi, ko kuhaš, pa si živčna, pa ne gre tako, pa gre vse narobe, ampak samo, da se umiriš in rečeš, to je ljubezen. Ta mineštra je ljubezen in otroci, ko bojo jedli, je zadosti. Tudi, če nimamo pospravljeno, tudi, če je pisal cvek, nima veze, ta mineštra je zdaj skozi mene ljubezen. Zadosti. To je danes moja naloga, mineštra. In potem, da mi priklopimo te standarde, ki jih imamo mi kot ženske, mi kot katoliške žene, razumeš? In to je lepota starosti. Jaz pri 55 razumem, čeprav toliko govorim, se bo Jezus tudi to spremenil počasi, da so te male mikrokozmos, te male gestice ljubezni, ko jaz nekaj naredim, ko zlagam tiste, jaz lahko se jezim, zakaj je umazal mi kavbojke, in sem živčna, ker moram drugo narediti in nimam časa zdaj v bistvu zlagati kavbojke, lahko pa te kavbojke objavim z ljubeznijo. In namesto, ko zlagam tiste 3-4 sekunde, ker imam rutino, objamem mojega fanta, ki ima zdaj 14 let in je umazal te kavbojke z ljubeznijo, ko si bo on nataknil kavbojke, bo čutil mojo ljubezen. In ko jaz priklopim na ta način, da je vse lahko ljubezen, da ko pridejo domov, čutijo kavbojke in čutijo tisto mičkano rožico, pa tisti piškot, da je skozi to, da to je zadosti. Ni treba neke velike, sofisticirane katoliške mame. In jaz mislim, ko ženske to dojamejo in objamejo to služenje z ljubeznijo, potem in mož in otrok, zdaj idealiziram, ker jaz ne vem, kako je to v resnici, me boš ti popravila, ampak jaz tudi osebno to doživljam. Da mogoče včasih, če skuham fino, da jaz več naredim za mojo skupnost in da Jezus lažje poboža vse 4, da gremo potem ven na misijon in oznanjamo Jezusa, kakor pa da bi jaz, ne vem, napisala eno knjigo teološko ali pa pridigo ali pa eno predavanje kvalitetno o teologiji, ne vem, da je tisti naš včerajšnji žod bil moja teologija. Ja, včasih je obdobje, ko bi zmogla napisati knjigo, ampak zdaj je obdobje, ti si zdaj na zemljevidu tam, ker je več, da skuhaš. Ja. Recimo, ne? Žižoto, Tako. In je lepo. Tako da ta intuicija, oziroma si dovoliti živeti tam, kjer si, v tistem trenutku, kjer si, v prostoru, kjer si, z ljudmi, kjer si, toliko, kar ti v tistem trenutku zmoreš. Ja. Se bi kamot, po mojem, še zraven napisala teološko knjigo, sam pol bi manj cajta bilo za mineštro, pa mogoče ne bila tukaj dobro, ne? Mogoče ne bi razumela, da je rižot zdaj moja ljubezen, da je to moj poklic. Mogoče ne bi. Ker bi ostala gor v moji glavi. In to je ta modrost, ne? Da si, kjer si, da veš, da te Bog v tistem trenutku tja postavil, tukaj je tvoje mesto in da to je dovolj.
da je lepo in da je to čist dovolj, da ne rabiš čist nič drugega. In mogoče še to povem, da meni Jezus mora to tolikokrat povedati. Da, Ja. da je zelo drugače od tega, kot sem si jaz predstavljala. Res, jaz to vsem ženskam povem. Jaz sem si predstavljala, da jaz sestra po 36 letih samostana bom taka in taka in taka. Svetnica na kolenih. Ne, da jaz ne bom imela težav iti meditirati. To vsem povem zmeri znova. Jaz sem mislila, da to bo vse tudi molitev, tudi te naše redovne zadeve, da po 35 letih samostana, da to bo natur in ni. Vsak dan se je treba odločiti. Vsak dan mi Gospod poskrbi situacije, ker mi vrže ven varovalke samo zato, da mu jaz lahko rečem, Jezus, jaz ne morem sama. Da mu jaz lahko rečem, Milina, Sveti Duh, Milina, prosim, da mi kapljico ljubezni. Jaz nimam ljubezni v sebi. Jaz sem si to čisto drugače predstavljala. Čisto drugače. Jaz sem vedno mislila, da ko si ti že toliko časa, da potem dejansko ti zmoreš. Jaz pa sem odkrila zdaj pri 55, da večina stvari, ki sem jaz mislila, da bom jaz to nisem zmožna, ker smo tako sprogramirani prvič, da smo familija skupaj, da ni fore, da bom jaz zmeri več sama zmogla. To je čisto kontra vsej logiki občestveni. In drugič, da bom za vsako malo stvar, tudi to, da grem zjutraj meditirati, ker meditiram vsako jutro, da prosim milosti in rečem, Milina, dej mi, da grem lahko dol do kapele, da ne bom zavila v kuhnjo in začela pripravljati zajtrka. Mislim, razumeš, tako ABC. To je čist tako kot v zakonu o družini. Čist enako. Ne, po tolikih letih zakona si misliš, se pa nama kar gre, pol pa ne veš, kje si, se kar naenkrat nehata pogovarjati, ali pa pride ena situacija, ki sploh ne veš, od kje je prišla, pa kaj zdaj to, ne, pa se zgodi. In mi imamo naloženo, ne? Mi imamo te noter mentalne kategorije, prvič, da to se ne bi smelo zgoditi, sestri, redovnici, ali pa imamo mentalne kategorije, joj, kaj sem zdaj naredila, krivda, ne? Rečejo meni ženske ves čas, krivda. Ali pa tretja stvar, da sem tako malo v stiku s sabo in Jezus ne pride skozi, Sveti Duh ne pride skozi, Nebeski Oče ne pride skozi, da bi mi rekli, Miška, v redu je. To je to, zakaj sem ti dal ta izziv v tem obdobju tvojega življenja, zato da spet se vrneš k tej pliminoseki, da si nošena, da rabiš pomoč, da ne moreš sama, ker je cilj to, da smo skupaj. Ni cilj, da imam rešene zadeve. Cilj je, da mi smo skupaj in da jaz vedno globlje doživljam, kako zelo sem Gospoda, oziroma kako zelo je on del moje familije, del in da vse je izmoljeno, vse je molitev. Za vse rabim moliti, prositi. Ampak ne v tistem, ko imaš pol ure časa. Ja. Ti pri 6 fantih, 5 fantih in eni punci in še noter eni ne moreš imeti časa. V tem smislu moliti, kot jaz, ki sem 1 uro v tišini v kapeli. Ampak prositi Svetega Duha, da nauči naju z Leonom zdaj živeti molitev v najni situaciji, v najnem zemljevidu. In potem oni vse naučijo. Sveti Duh vse nauči. Angel varuh vse pove. To je tako lepo biti z njimi. No? Mislim, da je pač ena modrost tudi živeti z Bogom skozi. Ne? Tako smo narejeni. Ja, da on te vedno nekje čaka, da moraš biti toliko odprt, da ga srečaš. Ne vem, če čaka, on je izredno aktiven. Gospod Bog je izredno aktiven. Vedno nekje je tam zraven. Vedno. Sam ti moraš biti doma pri sebi. Ja, in pol včasih res te ali nagovori ena pesem, ali en stavek, ali ne vem, nek cvet od zunaj, ali pa en ptiček, ali pa črv. Ali pa en objem tvojega moža. Ja. Ker vsem tem, in to je ta duhovnost, zato je evangelij, ostati ob evangeliju, zato da potem, ko poslušaš pridigo, ko greš v zakramente, ko greš spovedi, ko greš maši, ko se pripravljate s familijo na birmo od Tomalga, ne, da dejansko ta leva in desna roka, ne, ta Jezus, evangelij, zakramenti, duhovniki, zakramentalno življenje skupaj z občestvom, branjem Božje besede, pa hkrati z osebnimi karizmami, to, kar zdaj cveti po celi Sloveniji, da doživiš objem in ko doživiš objem, da takoj te pošlje oznaniti tvojemu sosedu
tvojemu sodelavcu, razumeš, zdaj ljudem, ki nimajo Jezusa, ki ga iščejo, ne vejo, kje naj pridejo do njega, da se srečajo s tabo, da mu ti poveš in rečeš, veš, v redu, jaz bom molila zate. In da smo mi tisti misionarji, ne, učenci misionarji, za kar se nam zdaj dogaja v slovenski cerkvi, da nismo več mi noter za cerkvenimi zidovi in oni zunaj, ampak da dejansko ni več ampak da dejansko gremo ven za nje, ker Jezus hoče biti z njimi in Jezus je že tam v bistvu, ne. Sestra Andreja, eno modrost za ženske za na konec. Nekaj, da daš naprej. V njegovih očeh sem postala kakor tista, ki sem našla mir. Visoka pesem, to je moj moto, to je meni Jezus podaril ob najinem večnih zaobljubah, ko sem se mu jaz za večno podarila. V njegovih očeh sem postala kakor tista, ki je našla mir. Jaz takrat nisem imela miru. Jaz nisem imela pojma leta 98, kdo je Uršulinka Andreja Skrasa. Jaz nisem imela nič, jaz nisem poznala zemljevida. Jaz sem bila ampak mi je podaril besedo v njegovih očeh, ko on mene gleda in jaz gledam njega, vidim v njegovih očeh, da je okej. Mi je šlo na jok, vidiš, to pa menopavza. Jaz v njegovih očeh, v njegovem pogledu sem našla mir, da on živi in da me ima tako, da me ljubi tako. In to bi rekla vsaki. Da v tem trenutku jo gleda in da lahko zaupa, da Gospod ve, kdo je ona, in je postavil okrog sebe tiste, ki ji bojo v polnosti pomagali živeti, biti poštrček, ker so vsi priklopljeni nanjo, ji bo pomagala odkriti tudi, kje si fila baterije, pa da ima objem, ker vsi rabimo naš objem. Tako da naj zaupa, pa jaz bom tudi molila, no, mi dve bova tudi molili za vse, ki poslušajo, da bojo s hvaležnostjo slavile in vsak dan znova reke hvala. In za ta pogled in za ta objem, pa tudi hkrati za tisti adapter, kjer si filam baterije. Zaupam. Sestra Andreja, hvala. Hvala Jezusu, pa vsem vam na dižu. Še naprej, tako naprej.